bolj stabilen bo, pa neko, zakaj mi v kadar hodiš? Frankfurtski vlog številka 3, hala 8. V tej hali imamo Renault, pa Opel, Toyota, Lexus, pa še marsikaj drugega. Zdaj, meni se zdi precej smiselno, da bi začeli kar pri Renaultu. Mogoče tudi zato, ker je zraven mene parkiran ta nov RS. Zraven stoji pa en model, ki mu je ime Nico Hülkenberg. Tisti, ki vsaj pikico spremljate Formula 1, veste, kdo je to. Zdaj, kar se samega RS-a tiče, jaz mislim, da je večina stvari že poznanih. To pomeni, da avto poganja 2-litrski štirvaljnik z 280 konji, pa mislim, da 390 Nm navora. Zdaj, ena stvar, ki bi morala oziroma definitivno bo vplivala na vozniško izkušnjo, je pa štirikolesno krmiljenje. Tega prejšnjega ni imel, a ga pa ima. Pa veš, kaj pa pomeni? Ne samo, da se ful poveča okretnost avtomobila, kar pride prav v mestu. Zelo velika razlika zna biti tudi v ovinkih. Ne samo to, da bo avto lepše noter, pa še lepše ven, tudi bolj stabilen bo, pa neko, zakaj mi v kadar hodiš? Da dokončam, štirikolesno krmiljenje poveča tudi stabilnost, pa voznik ima veliko več zaupanja v avto, ko hitro pelje. Ampak veš kaj, ko pa takole pogledam spreden del avta, pismo, no, ni bil pri prejšnji generaciji, malo bolj tak, agresiven. No, ampak kar sem zdaj v Meganu RS povedal, to niti ni toliko pomembno. Pomembnejši bo trenutek, ko bom jaz dobil priložnost, da se usedem za volan, pa da zares vidimo, a se avto pelje tako, kot treba, a bo upravičil visoko pričakovanje. Pa če še za hip ostanemo pri Renaultu, tole je njihov pogled v prihodnost Formule 1. Takole ne bi po njihovem mnenju izgledala Formula 1 čez 10 let. Zadeva zgleda skrajno impresivno, mogoče sem malo manj navdušen nad tem, da je kokpit čist pokrit. Pa glede na to, kako se zvišujejo varnostni standardi, v katero smer gre Formula 1, kar se tiče varnosti, je to skoraj za pričakovati. A ni? Predvsem pa, ker nekaj tazga zagledam Renaultu, skoraj verjamem, da bi znali vse skupaj takole zgledati, ker ne pozab, Renault ima s Formula 1 kar 40-letne izkušnje. Nasprot Renault je pa Subaru in z njim evropska premiera ta nova impreza. Stari, jaz ne vem, ampak tale zadek me ne prepriča najbolj. Pa ne vem, zakaj se mi zdi, da malo spominja na Astro. No, z tega kota pa je Subaru. Jaz sem se nekaj spomnil, čas bi že bil, da se dogovorim za kakšen test na avto s Subarujem. A ne ve? No, pa smo pa še pri eni ne tako nepomembni novosti letošnjega Frankfurta. Tole je nova generacija Dacia Duster. Avto je 4,3 zrasel na 4,5 metre. Kar se same oblike tiče, je zelo jasno, da gre tukaj za evolucijo. Poteze ostajajo prepoznavne in avto ostaja tak, mišičast. Pa ker so se predači spomnili tudi na detajle. Pa da še nekaj razčistimo, zelo glasne so bile oziroma so govorice, da ne bi Duster zelo kmalu prišel tudi v 7-sedežni izvedbi. Pa Renault oziroma predači to vehementno zanikajo. Prav, da takšna izvedba niti približno ni v planu. Next stop, Toyota. Tukaj treba priznati, da nekih ful močnih novosti nima, tukaj ponovadi v spredje potiskajo svojo hibridno paleto. Valjda se hvalijo tudi z motošportom, tole recimo replika njihovega VRC dirkalnika. Tukaj noter sem jaz sedel, ker sem šel na Le Mans, se spomniš tega? Tole pa njihov Le Mans dirkalnik letnik 2016. No, tole pa njihova največja novost letos v Frankfurtu, gre za CHR, ki se imenuje High Power Concept. Ta avto pravzaprav že dobro poznamo. Toyota pa hoče s tem konceptom pokazati, da bomo na njihovi hibride v prihodnosti lahko gledali tudi malo drugače. Na tak način, da bojo malo zmogljivejši, pa da bo bolj v ospredju tudi športnost. Tudi pri Lexusu več drastičnega. Tole, ki vidiš tam zadnji, je prenovljen NX. Pri koncernu PSA je pa tako, Peugeota ni, Citroen pa je. Njihova največja novost je pa avto, ki ga vidiš za mano, tole je C3 Aircross. Nekaj podobnega smo sicer že v Ženevi videli, ampak tisti ni bil serijski avto. To pa je. Tekmecev je milijon, če moram pa enega izpostaviti, ki tudi računa na tako zelo atraktivno obliko, je pa to, kaj pa je svem? Mazda CX-3, recimo. Jep, klasična Citroen notranjost, treba vedeti, da je avto postavljeno na isto osnovo, na kateri se pelje tudi C3. Zdaj še moramo reči, da je feeling v tej kabini kar prijeten. Paleto mase spogledujejo tudi s terenom. Zadnji zidi so vzdolžno pomični za 16 cm, kar pomeni, da je prilagodljivost notranjosti kar dobra. Pa po naklonu tudi. Veš, tole recimo najbolj ležeč položaj. Tole je pa najvišje. Vroče kasina v teh avtih, veš. Zato, ko so pod reflektorjem, pol 1, 2, 3 začneš švicati. Drugač pa Citroen ne bi bil Citroen, če se ne bi malo pohvalil.